Dober dan vsem skupaj. Povsod je lepo, najlepše je v Evropski hiši. Doma, seveda. Prosojnice imam v angleščini, jih imam sicer tudi v slovenščini večino, ampak sem se namerno odločil zaradi tega, da vsa stvar stoji skupaj. Nekatere stvari, ki so citati nekaterih avtorjev, bom preprosto prebral, ker predvidevam, da vsi skupaj razumete tudi angleško. Ampak vse, kar želim vas peljati skozi, če ne poveš zgodbe, potem seveda ljudje ne razumejo, zakaj se gre. Zato vas želim peljati skozi zgodbo. Zakaj so vse te stvari, zakaj se pravzaprav pogovarjamo o krožnem gospodarstvu, kako je do te ideje prišlo in kaj nas je do tega pripeljalo. Najprej bom samo 3 prosojnice dal za mednarodni panel Združenih narodov za ukvarjanje z viri, ki mu sopredsedujem, samo zato, da se ne boste spraševali, kaj delam, ker je večina prosojnic, ki kasneje sledi, pravzaprav temeljena na tem. Potem bom opisal svet, v katerem živimo in pa izzive, s katerimi se srečujemo, ekonomski model, ki zaznamuje naša življenja, potem sta pa naslednji 2 poglavji sta pa temeljita na zadnjih 2 raziskavah, ki smo jih naredili v mednarodnem panelu za vire. Ena so globalni materialni tokovi in produktivnost virov in druga so rešitve, kakšen je pravzaprav ekonomski potencial učinkovitega upravljanja z viri. No, potem bomo prišli na krožno ekonomijo, ker vse prej je pravzaprav na nek način logični uvod v krožno ekonomijo in zaključili bomo z trajnostnimi cilji trajnostnega razvoja, neke vrste globalno pogodbo za trajnostni svet in potem samo še povzetek in zaključki. Čisto na kratko o mednarodnem panelu za vire. Verjetno ste vsi že slišali za IPCC, International Panel for Climate Change. Nekateri od vas morda za IPBES, to je panel, ki je bil pred kratkim ustanovljen, mimogrede tudi Evropska unija takrat zelo aktivno sodelovala, ko sem bil jaz komisar pri ustanovitvi tega panela. Ta se ukvarja z biotsko raznovrstnostjo in potem je pa tretja, recimo sestrska organizacija v okviru Združenih narodov je pa ta mednarodni panel za vire, ki se pa ukvarja z učinkovitim upravljanjem z viri. Ustanovljen so od leta 2007, zdaj zakaj niso bili nikoli toliko znani kot pa IPCC. Razlog je zelo preprost, zato ker podnebne spremembe so bile že dolgo na političnem programu, medtem ko pa upravljanje z viri pa žal šele v zadnjih parih letih. Imamo znanstveni panel, potem imamo države članice, tam nekje slabih 40 in pa sekretariat, ki je lociran v Parizu. Drugače pa ta panel sestavlja tako približno 40 vodilnih svetovnih znanstvenikov na področju upravljanja z viri, z različnih področij. Vedno zapolnjujemo vrzeli in dopolnjujemo tam, kjer je vsebina, na katero se želimo v prihodnosti osredotočiti. Ampak doslej je bilo publiciranih 18 poročil, kot sem rekel, jaz se bom osredotočil na zadnji 2, ker smo predvsem odkar jaz vodim ta panel, nekako šli bolj proti smeri, kako stvari povezati tudi z ekonomsko dejavnostjo. Prej smo bolj ostajali na ravni deskripcije, opisovanja problemov, vendar če sem se karkoli v svojem političnem življenju naučil, sem se to, da če samo opisuješ probleme in ne ponujaš rešitev, ne boš prišel nikamor. Torej, ključno je, da razumemo, kaj se okrog nas dogaja in če razumemo, kaj se okrog nas dogaja, potem je veliko jasneje in logičneje, zakaj so nekatere spremembe nujne. Tole je 20. stoletje, ki ga imenujemo stoletje velikega pospeška. Prebivalstvo se je povečalo za faktor 3,7-krat. Letna raba gradbenih materialov za 34-krat, minerali in rude za 27-krat, fosilna goriva raba za 12-krat, biomasa je pa rasla približno
s tako stopnjo, kot je rasla rast prebivalstva. V povprečju smo rabili materijale nekje 8-krat, če bi jih več s faktorjem 8, in pa emisije toplogrednih plinov so se povečale v 20. stoletju za 13-krat. Vse govorimo krat. Zdaj, v čem je to rezultiralo? Obstaja ena zelo zanimiva, tudi zelo cenjena in priznana analiza, ki jo je začel Stockholm Resilience Institute pod vodstvom profesora Rockstroma, ki je pravzaprav analizirala 9 planetarnih meja in prišla do zaključka, da na 2 področjih smo že presegli cono negotovosti, smo že v zelo visokem tveganju, in to je na področju upravljanja z različnimi gnojili, fosfati, nitrati, in pa pri področju izginjanja biotske raznovrstnosti, ker se stvari dogajajo bistveno hitreje, kot je naravni trend. Potem imamo pa 2 področji, v katerih smo pa v coni negotovosti, kjer se tveganje povečuje. To je pa pri tem, kako upravljamo zemljo in kako se namembnost uporaba zemlje spreminja, in pa to, kar najbolje poznate, podnebne spremembe. Zdaj, če bi zelo dobro pomislili, potem se vse 4 ključne stvari dogajajo predvsem na področju proizvodne hrane. So zelo tesno povezane s kmetijstvom. To je popolnoma povezano s kmetijstvom, tudi izginjanje biotske raznovrstnosti, 60% je povezano z kmetijsko dejavnostjo, tudi podnebne spremembe precej, land system change pa zagotovo tudi ne. No, ampak pojdimo zdaj v 21. stoletje, navajeni smo na številko, da se bo prebivalstvo povečalo do 9,7 milijard do sredine leta. Kaj v bistvu to pomeni? V bistvu to pomeni, da se bo v roku ene generacije prebivalstvo povečalo za približno 2,5 milijardi. Skupno število prebivalstva na planetu 100 let nazaj je bilo pa 1,5 milijarde. V enem letu se poveča število prebivalstva za prebivalstvo Nemčije, v 4 letih za Združene države Amerike, v 9 dneh in 6 urah za Slovenijo. To se pretežno vse dogaja v nerazvitem delu sveta, kar je pričakovano, ker v razvitem delu sveta je nekako ta stopnja rasti prebivalstva zelo umirjena in uravnotežena, kar pomeni, da seveda glede na to, da ti ljudje bodo želeli živeti podobno, kot živimo mi, se približevati naši kvaliteti življenja, posledično bo to pomenilo seveda bistven dodaten pritisk na rabo vseh vrst virov, od vode, zemlje, materialov, goriv in tako naprej. Če pogledamo potem na socialno področje, poročilo Oxfam pravi, da ima 62 ljudi toliko premoženja, kot ga ima polovica svetovnega prebivalstva, in da je 1% prebivalstva bogatejši od ostalih 99. Težko bi trdili, da je to v ravnotežju, da je to trajnostno. 800 milijonov ljudi je lačnih, 2 milijardi je podhranjenih in 2 milijardi je predebelih. Če odštejemo od 7,3 milijarde, kolikor nas je, vidimo, da je manjšina prebivalstva na svetu tista, ki živi ali nepodhranjeno ali ni predebelih. Spet bi težko trdili, da smo tu v nekem ravnotežju. Približno tretjino hrane, ki jo proizvedemo, vržemo stran. In to v razvitem in nerazvitem delu sveta. Iz različnih razlogov. V razvitem delu sveta na koncu potrošnje, skratka zaradi tega, ker nam pač ostaja in ker iz preobilja puščamo ali ostane v hladilniku ali v supermarketu, kjerkoli že. Medtem ko v nerazvitem delu sveta pa predvsem, ker ne obvladujejo v začetnem delu prehranjevalne verige. Shranjevanje, transport sta pri njih najbolj problematična, ker nimajo preprosto še stvari tako daleč dorečenih, kot jih imamo mi. Pri okolju vidimo naraščajočo nevarnost podnebnih sprememb. 60% ekosistemov je že degradiranih ali jih uporabljamo
netrajnostno, 33% prsti zgornjega dela je v bistvu že degradirano zaradi različnih razlogov, ki jih imate napisane tukaj. In pa zanimiv je tudi podatek, 467 tisoč ljudi predčasno po oceni umre v Evropi zaradi onesnaženosti zraka. Približno 30 tisoč jih umre zaradi nesreč na cestah, torej približno 15-krat več. Ne? V svetu letno približno 7 milijonov zaradi onesnaženosti zraka. Tako da je prav neverjetno, kako da se človeštvo resneje ne ukvarja s problemom onesnaženosti zraka, kljub temu, da vemo, da je to eden naših največjih problemov, če gledamo to z vidika našega zdravja. Tole so tudi zelo zanimivi podatki, omenjena je bila urbanizacija, brez mest seveda rešitve v prihodnosti ne bo. Več kot 50% mest, ki bodo stala leta 2050, še ni bilo zgrajenih. 400 tisoč kvadratnih kilometrov poseljenega ali pa izgrajenega območja bo med 2000 in 2030 dodatno zgrajenega v nerazvitem delu sveta, kar približno pomeni toliko, kot je bilo vsega skupaj v letu 2000 na celem svetu. Kitajska je v letih 2011 do 2013 porabila več cementa, kot so ga Združene države, ko so gradile državo tekom 20. stoletja. Samo toliko, da dobimo občutek, kje smo. Na zadnjem World Economic Forumu je bil zelo alarmanten podatek, da bo približno polovica dela, ki ga danes opravljajo ljudje, do sredine stoletja ali pa kakšno leto čez avtomatiziranega. In to mislim, da je ključna stvar, ki se jo vsi skupaj ne zavedamo in ki je pravzaprav bistvena za potrebo po spremembi ekonomskega sistema. Prvič v zgodovini človeštvo živi v enotnem, tesno povezanem socioekološkem sistemu na planetarni ravni. Skratka, prvič smo med seboj tako povezani, da karkoli naredimo, čutimo, oziroma nekdo drug čuti. In to je zaradi različnih razlogov, zaradi števila prebivalstva, zaradi povezanosti, zaradi odprtosti v trgovino, zaradi vsega skupaj. Skratka, svet je danes povezan in seveda nekako smo si to, prišlo je do multipolarnega sveta, skratka, več je centrov sveta, mi smo si sicer v razvitem delu sveta predstavljali to multipolarnost, da bo nekoliko drugačna, kot se je dejansko zgodila. Mi smo si malo predstavljali, kot da bo prišlo do tega, da se bodo kreirali novi trgi za naše visokotehnološke proizvode. V resnici se je pa to sicer zgodilo, ampak zgodilo se je pa še bolj nekaj drugega, da so ti z visokotehnološkimi proizvodi, ki ne zaostajajo bistveno za našimi, seveda prišli tudi na naše trge, kar pomeni, da se je konkurenca na naših trgih bistveno spremenila. No, na kratko, mislim, da je zelo bistveno, da razumemo, da se je naša individualna, posamična, pa tudi kolektivna odgovornost do prihodnosti bistveno povečala. In je drugačna, kot je bila samo generacijo nazaj, če gledamo z vidika teh trendov, ki smo jih opisali. V Synchronous Failure, The Emerging Causal Architecture of Global Crisis je skupina avtorjev zapisala: In a world where external reserves of resources are limited and second chances are thus increasingly rare, humankind must develop the ability to proactively navigate away from this new kind of crisis, globally extensive and intersystemic, that could otherwise irreversibly degrade the biophysical and economic basis for human prosperity. To je v bistvu nekak povzetek tistega, kar sem vam na zadnjem slajdu pokazal. Torej, to je svet, v katerem živimo, z vsemi svojimi problemi. Sploh nisem še govoril o varnosti, nisem govoril o migracijah, ker rajše, to so razlogi. Migracije in varnost in vse so pa posledice.
In če ne bomo se pogovarjali o tem, je čist nepotrebno, da se pogovarjamo o drugem, ker bomo s tistim potovali vse skozi. To je razlog in to je treba odpraviti, v nasprotnem primeru ne bomo imeli rešitve. No, ampak ekonomski model, zdaj tole, kar boste zdaj videli, je nekoliko poenostavljeno. Finančni kapital je prevrednoten, skratka preveč nagrajen. Delo je podvrednoteno in naravni kapital je v veliki večini primerov sploh nevrednoten. In to potem pošiljamo kot signale v tržno ekonomijo. In od ljudi, seveda, v skladu s teorijo pričakujemo racionalno obnašanje. In mi se tudi racionalno obnašamo in seveda rezultat tega je svet, ki je v popolnem neravnotežju. Zaradi tega, ker so tudi signali, ki jih pošiljamo v to ekonomijo, taki, da drugače ne more ta svet zgledati, kot da je v neravnotežju. Skratka, ekonomskem, socialnem, pa tudi v okoljskem neravnotežju. Kje so v bistvu razlogi? No, skratka, pred kratkim je, v bistvu sodelujem tudi s temi, to je tamle v kotu piše, pa ne vidim dobro prebrati, Business and Sustainable Development Commission, to je skupina ljudi, približno 30 jih imenujejo se komisarji, ki je nastala, vsi so iz poslovnega sveta, ki je nastala kot posledica, ko smo sprejeli cilje trajnostnega razvoja z samo enim ciljem in željo, da se ovrednoti, kakšne bi bile posledice implementacije ciljev trajnostnega razvoja. O tem bom govoril bolj proti koncu. Ampak tam je zapisano, da je približno v letu 2009 smo na svetu uničili približno za 7,3 trilijona naravnega kapitala, kar je približno skupaj 13% bruto domačega proizvoda oziroma pol bruto domačega proizvoda Združenih držav Amerike. To je z okoljskega vidika, z ekonomskega vidika ta oddvojitev, ki je nastala med rastjo plač in pa produktivnosti, je seveda močno, predvsem v razvitih državah, prispevala do tega, da se razslojevanje poglablja. In kar med socialnimi stroški razvijajočega dela sveta je zapisano, da približno 21 milijonov ljudi so žrtve prisilnega dela, 11,4 milijona od tega so ženske in dekleta, otroci. To ste večinoma od vas že videli, pa bom ponovil zaradi tega, ker je zelo hitro, na hiter način v bistvu pove, kaj je problem. Na horizontalni osi imamo indeks, Human Development Index, indeks človeškega razvoja, skratka, bolj desno se nahajate, bolj ste razviti, ne? Na vertikalni osi imate pa okoljski odtis. Više se nahajate, večji je vaš okoljski odtis. Te točke, ki jih vidite v grafikonu, so države. In te točke, ki so obkrožene z rdečo, so v bistvu članice Evropske unije. Kar je razumljivo, v Evropski uniji vsi živimo dobro, večinoma, ne, pa okoljski odtis je previsok. Ne. Zdaj, ta zeleni kvadrant vsebuje vse države, kjer ljudje živijo dobro v okviru okoljskih meja, planetarnih meja, če želite. Skratka, nobena. Problem je, da se vse države v razvoju najprej začnejo gibati navzgor, ne? In ko ugotovimo, da imamo probleme z zrakom, z vodo, z vsem ostalim, potem začnemo iskati rešitve, kako se premikati navzdol. Ne? Zdaj, vse lepo in prav, ampak če se pogovarjamo o prihodnosti sveta, pa če smo sprejeli trajnostne cilje, ker želimo seveda, da bi svet živel, da bi bila odpravljena revščina in podobno, potem te države, ki so tukaj, teoretično tega ne morejo ponoviti, ker teh virov ni, ker bi lahko to na globalni ravni ponovil. Skratka, manjšina prebivalstva živi danes dobro, pa imamo že vse probleme, ki sem vam jih prej naštel. Predvsem okoljski so ključni, zaradi tega, ker v bistvu ni toliko problem, koliko virov še imamo,
recimo nafte, premoga imamo še kakor hočete. Problem je, če jih porabimo. To je problem, ne? Ker potem imamo resen problem. Ne? Skratka, dejansko je odgovornost v teh državah, v razvitih državah, mi moramo pokazati, da smo sposobni, pripravljeni se premikati navzdol. Mi smo tisti, ki v bistvu obvladujemo prihodnost tehnologije, ne? In če ne bomo pripravljeni tega deliti z nerazvitim delom sveta, da bodo ti lahko, kot temu pravimo, leapfrog v svojem razvoju, preskočili neko razvojno fazo, ki smo jo mi šli skozi, v tem primeru se nam ne piše dobro. Ne? Thomas Piketty je v Kapitalu v 21. stoletju pred kratkim zapisal, pred kratkim se osredotočil na to, da je treba vprašanje velikih razlik v premoženju, v kvaliteti življenja na tržnih ekonomijah pravzaprav postaviti v center javnih debat. Dejal je, what is the point of economic growth if it does not make most people better off, and worse, if growth is actually destroying things that many of us value. Avtor oziroma teoretik, ki je pravzaprav najglobje v preteklosti šel v ta vprašanja in ki je dosti blizu tudi temu, kar jaz razmišljam, je Herman Daly, ki pravi, da je makroekonomija v celoti zasnovana na tem, da v bistvu ni meja, ne? Da lahko bruto domači proizvod raste zavedno. The optimal scale of macroeconomy relative to its containing ecosystem is the critical issue to which the macroeconomics has been blind. This blindness to the cost of growth in scale is largely a consequence of ignoring throughput and has led to the problem of ecological unsustainability. Kaj to pomeni? Jaz ves čas, ko sem politično deloval, sem se trudil, predvsem v zadnjih letih, da bi bili 3 stebri enakovredno obravnavali. Okoljski, ekonomski in socialni. V resnici je to narobe. V resnici morajo biti sociotehnološki mehanizmi, skratka vse, politike, industrija, vrednosti, tehnologija, znanost, trg, podrejeni ekosistemu, skratka temu, kar nam je dano. Če tega preprosto ne upoštevamo, imamo problem. Ne? Tako da težko je pri nas že priti na enakovredno raven, kaj šele, da bi priznali, da smo v bistvu od tega odvisni. Smo pa odvisni, razvojno smo odvisni izključno od tega. Daly je throughput definiral kot entropic physical flow from nature's sources through the economy and back to the nature's sinks. Ta se ne sme zmanjševati in tudi natural capital should be kept intact. Bringing the concept of throughput into foundations of economic theory does not reduce economics to physics, but it does force the recognition of the constraints of physical law on economics. How do we know that throughput growth or even the GDP growth, it's not at the margin increasing yield faster than wealth and making us poorer than richer? To so v bistvu vse citati, zato jih tudi berem. Why defining development as global growth cannot be successful? 2 razloga navaja. Environmental sustainability reasons. Ecological limits are rapidly converting economic growth into uneconomic growth, making us poorer than not richer. These opportunity costs can be and often are worth more than the extra production benefits of the throughput growth that cause them, and we cannot be absolutely sure because we measure only the benefits and not the costs. Povedano drugače, eden ključnih problemov današnje ekonomije so eksternalije. Jaz sem v svojem življenju velikrat, predvsem ko se pogovarjaš o uvajanju katerihkoli okoljskih novih zahtev, meril slišal, da tega ne bomo, proti temu smo zaradi tega, ker bo povečalo stroške.
Seveda bo povečal stroške, ker je predpostavka, da ti stroški ne obstajajo. Ta predpostavka je pa seveda narobe. Ti stroški obstajajo, samo jih ne vidimo, ne priznamo in pač plača jih nekdo drug. Ali jih plačamo z zdravjem preko zdravstvenega sistema, ali jih plača kmet, ki mu gre, ki mu ne vem, toča v nič pridelk, ali jih plača na koncu naslednja generacija, ker smo vsi veseli, da ni treba nam. Ne. Tako pač je. Skratka, problem eksternali je, da so to na nek način nepriznani stroški, ki dejansko obstajajo. Ne. In če bi v različnih panogah, ki jih imate tule napisane, če bi tu imate, koliko je v bistvu njihova profitna stopnja, če ne vključite stroškov naravnega kapitala, in spodaj imate, koliko bi bila skupna profitna stopnja, če vključite te stroške. Ne. In predvsej jih v bistvu iz zelenega presedla v rdeče. Ne. Ker pomeni, da nekatere celotne veje sektorji v bistvu poslujejo v rdečem, samo ker je pri nas vodilo našega življenja growth and jobs, v bistvu so nekatere stvari pomembnejše od tega. Ne. Ampak to je eden od osnovnih problemov. Skratka, to je eden od signalov, ki jih pošiljamo v ekonomski sistem. In če ti v ekonomski sistem pošiljaš tak signal, seveda dobiš iz tega tudi take rezultate, kot jih imamo. No in drugi razlog, ki ga omenja Daly, so social equity reasons, even if growth entailed no environmental costs. Part of what we mean by poverty and welfare, it's a function of a relative rather than absolute income. That is, of social conditions of distributive inequality. Growth cannot possibly increase everyone's relative income. In s tem bom zaključil z njim. Failing to tax away the scarcity rents to nature and letting them accrue as unearned income to favored individuals has long been a primary source of resentment and social conflict. Efficiency first or frugality first. Frugality je niti neprevidnost, v bistvu nekaj podobnega. No. Kaj? Krhkost, ja. Včeraj sem tudi pogledal v prevod. Frugality first induces efficiency as a secondary consequence. Efficiency first does not include frugality. It makes frugality less necessary, nor does it give rise to a scarcity rent that can be captured and redistributed. Skratka, on je razvil celoten koncept na nek način drugačne ekonomske teorije, ki seveda ni tisti, ki ga učimo, ampak precejšnji meri mislim, da je dobro povzel nekatere probleme, s katerimi se danes ukvarjamo. Tisto, kar je bistveno, da razumemo, kar sem vam prej že nekako vmes na hitro povedal, izhaja pa tudi iz naših poročil pri mednarodnem panelu za vire, je, da srednjeročno, razen v nekaterih primerih, pravzaprav pomanjkanje različnih materialov virov ne bo problem zadovoljevanja naših potreb. Ključni problem je so okoljske posledice, ki so razlog katerih je neodgovorna raba teh virov. Skratka, to je v bistvu. Skratka, če bi mi rabili te vire drugače, seveda bi bile tudi posledice drugačne, ni pa res, da bomo imeli kratkoročno ali pa srednjeročno probleme z nekaterimi redkimi kovinami in tam ja. Ampak nasplošno to ni tisti ključni razlog, ki nas bo silil v spremembe. Samo 3 sporočila, ki naj ostanejo z vami, ki so pomembna predvsem. Ne vemo, koliko bruto domačega proizvoda, ki smo ga izmerili v preteklosti, je v bistvu dobre rasti, koliko je pa v bistvu slabe rasti. Ne vemo tega, ker tega nikoli nismo merili. Ampak dejstvo je, da je slabo rast je tista rast, kjer so stroški v bistvu bili večji, kot pa koristi od te rasti. Ne. Ampak dejstvo je, da živimo v svetu, kjer zanikamo zaenkrat tisti del. Drugo, pretežno je naša politična pozornost usmerjena na rasti bruto domačega proizvoda, ne pa na raven, ki smo jo dosegli. Ne. Kakšna je pa razlika?
če vas vprašam, ali imate rajš plačo 1000 evrov, pa rastete 1%, ali imate rajš plačo 100 evrov, pa rastete 10%, v obeh primerih mimogrede imate 10 evrov več v žepu konc obdobja, vem, kaj mi boste odgovorili. Ne. Skratka, vi ne morate iti v trgovino in reči tam rastem 10%, dajte mi to. Ne. Ampak pridete tja z denarjem, ki ste ga pač zaslužili. Ne. Zato je v razvitem delu sveta je osnovno vprašanje razdelitev, ni osnovno vprašanje dodatna rast. Ne. Če pa seveda živimo v svetu, kjer ima 1% več kot pa ostalih 99, pa imamo pa problem, seveda. Ne. In tako da mislim, da bi bilo pošteno, če bi predvsem v razvitem svetu več v našo razpravo vključili to vprašanje. Ne. V nerazvitem delu sveta je drugače. Tam je rast nujna še. Saj, da pridejo do nekih elementarnih pogojev za življenje. No, pa tole je tudi podatek, ki naj vam ostane v glavi. 10% rast pomeni v 7 letih podvojitev vsega. Ali če obrnem 7% rast pomeni v 10 letih podvojitev vsega. In so države, ki danes rastejo toliko. Kitajska je recimo še pred kratkim rasla tudi po 10%. Ne. In če se na Kitajskem vse podvoji, potem približno vemo, kaj to pomeni, če se podvoji v 7 letih. Ne. Tako, zdajle pa vam bom čisto na kratko preletel iz zadnjih 2 poročil nekatera sporočila, ki so zelo zanimiva. Tole poročilo se nanaša na globalne materialne tokove in na produktivnost virov. To je, gre za novo bazo podatkov, ki smo jo razvili v okviru mednarodnega panela, ki je nekako komplementarna sistemu družbenih računov. Pokriva 40 let, od leta 1970 do 2010, večino držav vsega sveta in pa predstavlja direktne in consumption-based materialne tokove, indikatorje, ki pravzaprav nam dajo super podlago za analizo tega, kaj se v svetu dogaja. Skratka, govorimo o dejstvu zadnjih, ne glih zadnjih, no, ampak do leta 2010, gibanj od 1970 do 2010. Letna globalna raba materialov je porasla iz 22 bilijonov ton v letu 70 na 70 bilijonov, milijard ton, na 70 milijard ton v letu 2010. Najhitrejše so rasli nemetalni, nekovinski minerali, to je ta črni del. Skratka, gradbeni materiali so ključ rasti materialov v zadnjih 40 letih. Ta rast je neenakomerno razporejena. Azija in Pacifik sta doživeli največjo rast, predvsem Kitajska in jugovzhodna Azija. In to je bilo bolj ali manj na račun Latinske Amerike in Afrike, ki sta v bistvu prispevale vire. Trgovina je bila najhitrejši faktor rasti in tudi spodbujevalec te rasti. Na prebivalca je globalni izvoz materijala se podvojil v tem obdobju iz 0,8 tone na 1,6 tone. Trgovina mobilizira večje dele ostalih materialov, kot v bistvu je nakazano iz samih direktnih tokov. Iz spodnje preglednice pa vidite, to je v bistvu trade balance, skratka, katere države oziroma bolje rečeno kontinenti so tisti, ki neto so prejemniki in ki so neto dobavitelji različnih materialov. Samo 2 kontinenta, Evropa in Severna Amerika, sta neto prejemnika različnih virov.
in to od leta 1995 naprej. Prej je bilo nekoliko drugače. Tole je sploh zelo zanimivo. Poskušali smo pogledati, kaj je bil v bistvu razlog, kaj je v ozadju tega, ali tehnološke spremembe, ali ekonomska rast, bruto domači proizvod, skratka ekonomija ali rast prebivalstva. In če pogledate skupen podatek za svet, od 43% rasti materialov v tem obdobju, jih 13 odpade na rast prebivalstva in 29 na ekonomijo. Skratka, ekonomija je razlog za večji pritisk in model, v katerem živimo, je razlog za to, kar se v svetu dogaja. Najbogatejše države porabijo 10-krat več materijala na prebivalca kot najrevnejše države. In tole je sploh šokanten podatek. Produktivnost različnih virov se je od leta 2000, različnih materijalov se je od leta 2000 zmanjševala, čeprav se je povečevala v vseh državah. Se sliši, kot da je to nemogoče, pa je mogoče, zaradi tega, ker se je strukturno vse premaknilo iz držav, ki so bolj učinkovite pri ravnanju z viri, v države, ki so manj učinkovite. Skratka, prej se je več teh proizvodov delali v Evropi, na Japonskem, v Koreji, zdaj se jih več dela na Kitajskem, Indiji, ki so v povprečju manj učinkovite. Tako da globalno rabimo na ustvarjeni bruto domači proizvod od leta 2000 več, kot smo prej, materijala. No in tole potem smo projecirali, kaj bi se zgodilo, če bi sedanjo rabo projecirali v leto 2050 in sklep je, da bi rabili 180 milijard ton različnih materijalov letno, kar je približno 3-krat toliko kot danes in teh ni. Tako da zaradi tega sem v bistvu tudi dejal, če se spomnite pri tristi sliki razvojne poti, da v bistvu države, ki so danes nerazvite, ne morejo tudi, če bi želele ponoviti našega vzorca. Skratka, vsi skupaj se moramo spremeniti, da oni lahko živijo bolje. Če povzamem, potrošnja je bila ključni faktor rasti rabe materijala, produktivnost se je od leta 2000 materijala zmanjševala, najbogatejše države porabijo 10-krat več in te rabe materijala preprosto globalno ne moramo generalizirati, ker tega materijala ni, ker ne obstaja. No, zdaj se pa premaknimo v svet, zdaj gremo počasi proti circular economy. In to je zdaj prvi korak proti krožnemu gospodarstvu. In tisto, kar je nekako ključno izhodišče za razmišljanje naše, na katerem temelji zgodba tega mednarodnega panela za vire, je ločitev rasti, bodisi rasti človeškega blagostanja, ki lahko raste hitreje od ekonomske aktivnosti, kar vemo, vendar predvsem tisto, s čemer se mi ukvarjamo, je, da bi ekonomska rast se morala ločiti od rabe virov. Če raba virov še vedno raste, pa ekonomska rast je hitrejša, temu pravimo relativna ločitev, relative decoupling. Če pa je, recimo, vi rabite manj virov, pa kljub temu še rastete, se pa temu reče absolute decoupling, absolutna ločitev. V obeh primerih pa mora biti tako ekonomska aktivnost, kot raba virov ločena od okoljskih učinkov. Skratka, ne glede na to, tudi če rabite več in tudi če rastete, morajo biti se okoljski učinki zmanjševati, kar pomeni, da morate elementarno spremeniti vaš ekonomski sistem. Skratka, to je nekako v ozadju vse teorije. Za razvite države bi veljalo, da mi moramo iti po poti absolutne ločitve, medtem ko za nerazvite vemo, da tega ne morejo storiti in da bodo šle zaenkrat še po poti relativne ločitve, dokler ne bodo seveda dosegle neke ravni razvitosti, ki bo
sprejemljiva in ki bo odgovorila na ključna vprašanja, s katerimi se danes v teh državah ukvarjajo. No, kot sem dejal, v bistvu je od nas skupina G7 je prosila, če pripravimo analizo tega, kakšen je potencial učinkovitejšega ravnanja z različnimi viri. Skratka, to analizo smo naredili ne na podlagi nerazvitih držav, ampak razvitih. Zakaj? Ker se vsi začenjajo od tega, kar vam zdaj razlagam, zelo dobro zavedati. In vsi vedo, da če ne bodo tega spremenili, v bistvu vsi skupaj in razviti del sveta v prvi vrsti hitimo proti zidu, ki se nam približuje. Tako da tudi ta circular economy logic, vse to ni nekaj, kar je res ratalo zelo razumljivo, bolj v zadnjih letih in tudi bolj sprejemljivo, vendar že dalj časa se bolj ali manj teh stvari zavedamo. Kakšni so rezultati te analize, predstavil jih bom zelo tako na kondenziran način. Z resno akcijo in s tem, če se organiziramo, obstaja zelo velik potencial za povečanje učinkovitega ravnanja z viri, ki bi imel veliko pozitivnih učinkov tako za ekonomijo kot za okolje. To ni stavek, ki je narejen na pamet, čeprav je logičen, ne, ampak je narejen na podlagi analiz vseh modelov, virov in vsega. Ampak ne pozabiti tega le delati. With concerted action. Skratka, samo se ne bo zgodilo. Ker inertno gremo v smeri, v kateri smo. Razvili smo tudi model, ki je analiziral 4 v bistvu različne scenarije, različne obstoječi trendi, potem kaj je, če uporabljamo samo politike, ki so povezane z učinkovitejšim ravnanjem z viri, kaj je, če sledimo samo politikam, ki so danes znane pod podnebnimi spremembami, in pa kaj, če poskušamo premostiti to in ta dva silosa nekako združiti in skupaj združiti te politike, ki danes precej ločeno nastopajo v vseh vladah in tudi v Evropski komisiji. In eden od sklepov je, da je izboljšanje učinkovitega ravnanja z viri nujen pogoj za stroškovno učinkovito naslovitev vprašanja podnebnih sprememb. Skratka, modeli nam kažejo, da če kombiniramo obe politike, in tu gre predvsem za politiko krožnega gospodarstva skupaj z politikami, ki se ukvarjajo pretežno z energetiko, energijo, učinkovitostjo rabe energije, da imamo boljši učinek. Skratka, podnebna politika se ukvarja s temle, z ogljikom, oziroma temu pravimo dekarbonizacija, pa pravzaprav ni pravi izraz. Ker jaz mu raje pravim carbon management, ker če boste človeštvo dekarbonizirali, se ne bo dobro nehalo. Tako da ogljik je pač izjemno pomemben del za naše življenje, tako da ni pametno, da ja. In tisto, kar manjka, je v bistvu zemlja, voda, materiali, s katerimi se pravzaprav ves del politik, ki se ukvarja z podnebno politiko, ne ukvarja. Ali pa malenkostno se ukvarjajo z zemljo, medtem ko z materiali sploh ne. Skratka, bistveno je, da ta dva koncepta povežete in stvar, ki oba koncepta povezuje, je v bistvu ekonomski model. Zaradi tega, ker vsi razlogi, ki sem vam jih že na začetku navedel, so razlog v človeškem obnašanju. Človeško obnašanje je pa pač povezano z tem, kako in od česa živimo, kar je pač gospodarstvo, in razlog tega je potem, da moraš preprosto se lotevati teh stvari, če želiš rešiti vprašanja učinkovito. Potem naslednja stvar, ki smo jo tudi ugotovili, je bila, da je
da lahko učinkovito ravnanje z viri močno prispeva k ekonomski rasti, pa tudi k kreiranju delovnih mest. Pri kreiranju delovnih mest ni tako jasen zaključek, čeprav je običajno ta model bolj povezan z decentraliziranim načinom in so v bistvu službe bolj lokalne, kot so pa v klasičnem modelu. Ampak tisto, kar je pa zanimivo, je pa, če v bistvu sledite samo podnebnim politikam, v bistvu je skupni učinek na ekonomsko rast negativen, če pa temu dodate še politike učinkovitega ravnanja z viri, pa pridete do skupno pozitivnega učinka. Zato je to za oboje pomembno sporočilo. No, tukaj imate v različnih panogah, kategorijah so velike priložnosti. Tu imate McKinseyjevo analizo, ne bom šel podrobno, to se lahko kadarkoli gledate sami, v katerih sektorjih so največje razvojne priložnosti. In to je tudi pomembno sporočilo. Skratka, ne gre za teoretičen model, ampak gre za nekaj, kar je v praksi uresničljivo. Eden od največjih problemov je, da učinkovito ravnanje z viri včasih ni tudi ekonomsko učinkovito. Skratka, zaradi vseh stvari, ki smo jih prej slišali, zaradi signalov, ki jih pošiljamo v sistem, ni nujno, da vi, ko učinkovito ravnate z viri, dejansko imate ugodnejši ekonomski rezultat. In to je največji problem. Problem je teh signalov, ki jih pošiljamo noter, skratka, stroškov dela, stroškov virov, stroškov nasnaževanja in posledično bi mogli tudi vrednotiti eksternalije, uporabljati dinamične davke in pa tudi spodbujati načine in pristope, ki v bistvu delujejo v smeri, da se ta razlika odpravlja. Ker na nek način je nelogično, da če ti učinkovitejše ravnaš z viri, da imaš slabši ekonomski rezultat. Pa žal danes temu je še vedno tako. Torej, če povzamem, z organizirano akcijo obstaja zelo resen, močan potencial za izboljšanje učinkovitega ravnanja z viri. Ta je nujno potreben, če želite doseči cilje podnebnih sprememb na stroškovno učinkovit način. Trgi ne bodo dosegli višje ravni učinkovitega ravnanja z viri sami po sebi in je potrebno pač politična volja in podpora z različnimi politikami. Obstajajo pomembne ovire, da se to ne zgodi, ampak obstaja tudi dejstvo, da se dajo brez večjega problema odpraviti. No, zdaj smo pa tam. Skratka, tole je bila pravzaprav že vse zgodba o modelu, kaj je pravzaprav razlika med učinkovitim ravnanjem z virom, resource efficiency, pa circular economy, pa krožnim gospodarstvom. Razlika je, da je krožno gospodarstvo sistemski pristop, medtem ko je pa učinkovito ravnanje z viri, je pa bolj centraliziran, fokusiran pristop na izključno učinkovito ravnanje. Vi lahko povečate učinkovito ravnanje z viri, pa še vedno rabite več virov. Recimo, so tipični primeri, če proizvajate svetila bolj učinkovito, rabite manj materijala, zaradi tega pada njihova cena in smo jih pripravljeni hitreje menjati. In če rabite skupno več materijala, ste povečali učinkovito ravnanje z viri, ampak temu se potem reče rebound efekt, vendar je posledica tega, da ste skozi signale sporočili ljudem drugo, če potem vlada ne gre z nekim korekcijskim mehanizmom, če vi nimate nekih pozitivnih korekcijskih mehanizmov, ki vam omejijo, da se vam to zgodi, ste lahko dosegli škodo. In pri krožnem gospodarstvu se pa razmišlja sistemsko. Kako v bistvu vsa osnovna ideja tega krožnega gospodarstva je, kako različne vire držati čim dlje v proizvodnji in potrošnji in kako vzdrževati njihovo vrednost čim višjo v tem procesu, zato da ni razloga, da v bistvu jih začnemo menjavati. In seveda se z
učinkovitim ravnanjem z viri doseže tudi to, vendar je to več kot pa tisto. Ne. Skratka, ena od napak, ki se pogosto dogaja, je, da recikliranje se pogosto hitro zamenjuje s krožnim gospodarstvom. Recikliranje, povedano preprosto, je najslabši del od dobrega. Ne. Vse drugo, od popravil, vzdrževanja, ponovne porabe, potem obnove proizvodov in to je seveda novih poslovnih modelov, vse je boljše. Ne. Vam bom kasneje nekoliko več povedal, kaj jaz mislim, da bi bilo tisto, kar je ključno. 3 primere, ki ste jih morda že slišali, obnovitev motorja. Obnovitev je pač proces, v katerem vi proizvod obnovite, da je v takem stanju kot nov ali boljši kot nov. In recimo za glavo cilindra pri motorju bi se emisije toplogrednih plinov zmanjšale za 50%, poraba vode za 90%, energije za 80%, materijala in pa odlaganja pa praktično nimate, ker je star material in pa tudi ne gre na odpadek. In to je vse v primerjavi, kot če proizvod ponovno proizvedete od začetka. Ne. Potem zanimiv je tudi ta primer mobilnega telefona, ki je sicer primer recikliranja, ampak vi lahko naredite zlatoporočni prstan tako, da izkopljete 10 ton rude zlata, potem to predelate ali pa da reciklirate 10 kg mobilnih telefonov. Ravno toliko dobite ven. In kar je zanimivo, da jih v Evropi še vedno recikliramo manj kot 10%. In če ne verjamete tega, se vprašajte, koliko vam jih leži doma v predalih. In boste dobili, če ne v vaših, pa v predalih otrok. In boste dobili odgovor. Skratka, za Evropo bi to pomenilo letno 2,4 tone zlata, 25 ton srebra, 1 tono paladija in 900 ton bakra. Tule smo naredili leta 2010 analizo 62 kovin v okviru mednarodnega panela. Rdeče so tisti kemijski elementi oziroma tiste kovine, ki jih recikliramo manj kot 1%. Zeleno so pa tiste, ki jih recikliramo več kot 50%. Ne bom šel v podrobnost, ampak samo, da boste dobili hiter občutek, kje se približno nahajamo. Zelo zanimiv je ta problem mobilnosti, ampak to sem se ravno zadnjič spraševal, ko sem prvič 2 leta nazaj ali pa 3 leta uporabil, to je bilo nekako šokantno, ampak spremembe v sektorju mobilnosti se dogajajo tako hitro, da se nam nekatere stvari po 3 letih že zdijo čisto samoumevne in normalne. Ne. Ampak problem rabe avtomobila je zelo tak tipičen problem. Če gledate, koliko je vsa stvar učinkovita, koliko je pravzaprav učinkovito gorivo, ki ga natočimo, koliko se ga učinkovito porabi. Tale rdeča pika je v bistvu tisto, kar je za premikanje ljudi. Ne. Vse ostalo je pač sekundarno za to, da se lahko premika ljudi. Moraš ti najprej premikati avto, ki je bistveno težji, velike so izgube, motor je zelo, motor z notranjim izgorevanjem je v bistvu ena zelo neučinkovita zadeva. Ampak tudi, če zdaj vi preidete na drugačne tipe motorja, še vedno velja, da je 92% časa avto parkiran, 1,6% iščemo parkirno mesto, 1% smo ujeti v gneči, 5% pa vozimo. Ne. In če temu zdaj, skratka, še vedno to ni 5% uporaba, utility, ker če bi bili skozi v avtu 4 oziroma 5, za kolikor je avto registriran, potem bi bila 5%. Ne. Ker je pa v avtu v povprečju 1,5 človeka, je pa raba avtomobila tam nekje 1,5%. Ne. Tako da ne omenimo tistih 30 000 umrlih letno na evropskih cestah in 95% za ta razlog je razlogov za nesreče je človek. Ne. Zdaj zdaj ga ne bom sploh opisoval, ker zdaj je že praktično nekaj, kar postaja samoumevno, kakšen naj bo avto prihodnosti in še bolj pomembno, kakšen naj bo mobilni sistem prihodnosti. Ne. In vse te stvari se dogajajo zelo hitro in velika mesta
nekatera danes zelo resno razmišljajo že in čez 10 let boste imeli že nekatera velika mesta brez privatnega avtomobila. Ker je, ne, niti ne, bodo avtomobili, ki bodo za sharing, javni, skratka javni prevoz moraš ti bistveno izboljšati, skratka vse stvari moraš drugače povezati in drugače razumeti, ampak jaz sem recimo se sem vozil 50 minut, živim v Šmartnem, ne. Peš bi bil tle. Gliha, ne, dober, mogoče bi v 1 uro hodil, ampak več pa ne. Skratka, problem je, da dejansko smo pripeljali stvari do te meje, da že ni več, če se že racionalno obnašamo, je neracionalno to, da na ta način v bistvu uporabljamo. No, tole je pa tisto, kar je, zdaj verjetno vsi poznate to zgodbo, da ta paket krožnega gospodarstva tam maja, junija 2014 je pač sprejela naša komisija, Barrosova komisija, jaz sem ga predlagal in potem je prišlo potem je bilo neka zelo zanimiva stvar se je zgodila, ko se je naša komisija umaknila in ker nekateri pač v komisiji niso bili zelo zadovoljni, da sem jih majčkeno predaleč pripeljal v prvem koraku, so potem, ko je bila nova komisija še sveža in ko še ni vedela točno in razumela, o čem pravzaprav program govori, vedela je pa eno zelo preprosto dejstvo, da ga je dal na mizo okoljski komisar, kar je enačaj, torej je strošek, ne? In zato je bila reakcija, da so ga v bistvu umaknili z mize takoj, ko so prišli ko je nova komisija Junckerjeva nastopila. Ampak potem je pa prišlo do tako hude reakcije vseh deležnikov, ker so se zmotili okrog tega, kako je bil pravzaprav program predlagan, ker mi smo 3 leta sistematično delali z vsemi deležniki in jaz nisem druga naredil, kot prevedel tisto, kar smo se skupaj zmenili v zakonodajni predlog. Ne? In ni se mogel v bistvu boljšega zgoditi temu paketu, kot to, da je bil umaknjen, ker se je začela resna razprava. In paket je v enem letu iz okoljskega prerasel v ekonomskega, z odličnimi okoljskimi učinki. In zato je danes sprejemljiv in sprejet, drugače ne bi bil. Ker če bi ga umaknila, če ga ne bi umaknila, verjetno še danes bi se ukvarjali z istim problemom, ko smo se takrat. Ne. Z tako čudno predpostavko, ki vedno velja, da vse, kar predlagaš strani okoljske zakonodaje, je ekonomsko, ima primarno ekonomsko slab učinek. Ne. Tisto, kar so dodali, tega, kar jaz tudi približno nisem mogel takrat, čeprav vse te stvari smo razmišljali in vse smo imeli pripravljene v bistvu, da bi jih naredili, vendar ni bilo tega konsenza, je ta akcijski program, skratka ekodizajn, ekodizajn je neka direktiva, ki ureja, kako dizajnirate proizvode, doslej je narejen samo za energetsko učinkovitost, zdaj ne bi ga pa dopolnili za reparability, durability, recyclability, skratka za vse te sestavine, ki so ključne z vidika krožnega gospodarstva, potem za gnojila, da se razširi zakonodaja na organska in pa tista, ki bazirajo na odpadkih, potem minimalne zahteve za ponovno uporabo zavržene vode, potem javno naročanje, zeleno javno naročanje, potem pač financiranje, potem standardi za kvaliteto za sekundarne surovine, potem strategija za plastiko, ki vključuje tudi ta marine litters, v bistvu odpadki, ki se pojavljajo v morju in eden ključnih stvari odpadkov je ne tisti, ki jih vidite na obalah, ampak tisti, ki temu se reče plastična juha, plastic soup, ki v bistvu plavajo pod površino. Samo eno vprašanje. Ja. Je tisti funding 650 milijonov, res samo milijonov? Ja. Ja, to pa še ta je premetan denar iz enih raziskovalnih virov v druge vire. Skratka, tu smo. In potem je interfejs, skratka, povezati,
kemikalije z proizvodi in pa odpadki. Mimogrede, to je eden ključnih vprašanj. Vi veliko stvari danes ne morete reciklirati, ker dodajate različne kemične aditive in potem ne morete sestavin več nazaj. Tisti aditivi so pa v veliko primerih tudi neravno zdravju najbolj primerni, če tudi so vključeni v katere od proizvodov, kjer včasih ne bi smeli biti. No, jaz sem bil tudi, sem vključen v sem partner v eni skupini, ki se imenuje Systemic. Mi smo v bistvu naredili takrat za Evropsko komisijo analizo, kakšni bi bili učinki, ekonomski učinki uvajanja krožnega gospodarstva. In tule imate lepo predstavljeno na dohodek gospodinjstva, bruto domači proizvod, zeleno, tole je obstoječi razvojni scenarij, tole ni rdeče, ampak mogo biti zeleno, je pa razvojni scenarij krožnega gospodarstva. Skratka, lahko z lahkoto dokažete, da so ekonomski učinki dobri in z lahkoto seveda dokažete tudi, da so okoljski učinki tega prehoda dobri. No, potem smo v drugi fazi pa šli analizirati in smo šli prav skenirati podjetja, povprašati in naredili dost ti analitiki temu pravijo deep dive analizo tega, kje obstajajo največje priložnosti in smo potem jih tudi kvantificirali. 3 so z področja mobilnosti, 4 so z področja proizvodne hrane in 3 so z področja proizvodne gradbeništva oziroma proizvodne hiš in našega bivanjskega okolja. Tudi ne bom šel podrobno v to, vse to lahko dobite, če želite, želim vas samo obvestiti, da to obstaja in da to je na voljo. Skratka, znanje, povečati njegovo inovacije in spodbujati jih, proizvodi, dizajniranje, potrošniki, obnašanje in pa poslovni modeli od proizvodov do storitev. Če bi mene vprašali, kaj bi mogel biti ključna pozornost in kjer bi se mogli osredotočiti, je to brez dvoma dizajn proizvodov. Skratka, ko vi proizvod dizajnirate, ste določili njegovo usodo. Če je narejen tako, da se ga da popraviti, da se ga da obnoviti, se ga bo popravilo in obnovilo. Če je narejen tako, da se tega ne da, bo zaključil na odpadkih. In dizajn proizvodov je ključna faza vsakega proizvoda. In pa poslovni modeli. Ena od osnovnih stvari, ki jo ljudje, ki jo pravzaprav ne razumemo dobro še je, ljudje ne potrebujemo luči, mi potrebujemo svetlobo. Ne potrebujemo hladilnika, ampak hlajenje. In če imaš hladilnik, je to samo tvoj breme. Prvič ga moraš kupiti, pripeljati, montirati, potem, če se karkoli pokvari, moraš poskrbeti, da ga nekdo prije popraviti in so stroški seveda tvoji. In ko mu poteče življenjska doba, imaš še problem, kaj in kako se ga znebiti. In zdaj vedno več prihaja na ta extended producer responsibility. Skratka, da mora biti proizvajalec za vraga tisti, ki je od začetka do konca odgovoren, kar pomeni tudi, da bo vedno več tega koncepta, da ti ne boš kupil proizvod, ampak boš kupil pač storitev. Imaš že primere, recimo Nizozemska, ki ste oba prej že omenila, je dosti daleč razvita v teh stvareh. Imaš primere, kjer v bistvu prodajajo, ti kupiš svetlobo, ne kupiš več svetlobnega telesa ali pa kupiš kilometre, Michelin prodaja kilometre vožnje gum, ne pa več gum. Morda se to ne zdi pomembno, ampak če razmislite, če vi prodajate gume, potem je želja za proizvajalca, da proda čim več gum. Če prodajate pa kilometre gum, je pa želja, da jih proda čim manj. Skratka, da trajajo čim dlje, da jih obnovi in je seveda popolnoma drug učink z vidika, kako ravnate z viri, kot je v prvem primeru. No, mimo grede, ta krivulja digitalnega razvoja je zelo na isti krivulji kot tudi krivulja krožnega gospodarstva. Marsikaj, kar smo recimo omenili prej,
pri mobilnosti avtomobila in lahko bi našteval karkoli, je mogoče zato, ker danes obstajajo rešitve, ki so vsakemu od nas dosegljive instantno in smo praktično v stalnem stiku. No, zdaj grem pa proti koncu. Cilji trajnostnega razvoja, ki smo jih sprejeli, so zelo pomembna zadeva. Zaradi tega, kot sem prej rekel, so neke vrste pogodba in zavedanje sveta, da je prišlo do meja, kjer se moramo organizirati drugače. Zdaj, podpisati to in dojeti, da imamo problem, običajno ni tako hud problem in to smo naredili. Problem je seveda, kako to dejansko narediti v praksi. In danes se vse vlade po svetu, vem za vse evropske, za komisijo, ukvarjajo z resnim vprašanjem, kaj in kako pristopiti do tega, da to stvar na nek način konsistentno začneš reševati. 12 od 17 jih je tesno povezanih z naravnimi viri. Eden od zaključkov, do katerih smo prišli, da je ta trajnostni način proizvodnje in potrošnje je ključen za naslovitev trade-offov, ki obstajajo med različnimi cilji. Ti trade-offi obstajajo in se jih ne morete izogniti pri uresničevanju enega z drugim, teh 17. Vendar, če želite, da jih dobro naslovite, je pot spremembe ekonomije in ta pot proti trajnostnemu gospodarstvu prava pot. Skratka, cilj 12 je za moje pojme vedno bil in bo ključen za doseganje večine ostalih ciljev. Če elementarno ne spremeniš osnove svojega delovanja, potem imaš probleme z iztrebljanjem revščine. Mimogrede, z malo logičnih sklepov tega, kar sem vam doslej govoril, pridete lahko hitro do sklepa, da če ne spremenimo gospodarskih modelov v razvitem delu sveta, nerazviti del sveta ne more v bistvu ujeti in sprejeti našega dela, ker tega ni fizično. Če tega ne more narediti, potem seveda nehajmo govoriti, da bomo izkorenili revščino, ker jo ne moramo izkoreniti. Isto je z rabo vode. Vi lahko 100-krat napišete, da ima vsak državljan zemlje pravico do rabe pitne in sanitetne vode, vendar če vode ne boste prvenstveno ščitili, če ne boste z njo ravnali odgovorno, lahko zapišete kolikorkrat hočete, ampak tega ne boste mogli narediti v praksi. Tako da te stvari so vse na koncu vezane in povezane. Ta Business and Development Commission, ki sem vam jo prej omenil, ta je naredila to analizo in v bistvu je eden od osnovnih zaključkov, je, da seveda cilji trajnostnega razvoja pomenijo drugačen, boljši model gospodarske rasti, vendar zaenkrat še ni popolnoma razumljen strani večine podjetij. Potem smo identificirali 60 ključnih takih stvari, na katere se lahko investicijsko nekdo osredotoči in za katere predvidevamo, če bi uresničili cilje trajnostnega razvoja, da bodo rasli 2 do 3-krat hitreje kot celotna globalna ekonomija. Tu imate te, ki so povezani z hrano in kmetijstvom, mesti in urbano mobilnostjo, energijo in materiali, zdravjem in dobrim počutjem. Skratka, to imate lepo analizirano in to je zame ena od super publikacij, ki res, tule jih je 12 tržnih priložnosti, ki generirajo 12 trilijonov priložnosti in so vsa, mobilni sistem je na vrhu, potem nov healthcare, skratka zdravstveni sistem in tako naprej. Zanimivo je, kot smo to tudi regionalno potem analizirali, ker seveda, če to gledaš z vidika uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, potem je nujno, da je večji učinek tega v Kitajska, Afrika, Indija, ampak to so priložnosti, ki so pri ustvarjanju vrednosti. Če pa pogledate naslednjo sliko, so pa nove zaposlitvene priložnosti, ti so pa predvsem v Afriki, Indiji, v drugem delu Azije in pa na Kitajskem. Tako da tudi iz tega, tudi iz uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, in če to prevedete
v ekonomske priložnosti in to prevedete v poslovne priložnosti in to prevedete v zaposlovanje, pridete do sklepov, da v prihodnosti rast v Evropi ne bo pretirano velika in tudi zaposlovanje bo približno ostalo na tej ravni, kot je. Zaključek. Skratka, to so vse izrazi, ki jih uporabljamo. Nobeden od teh ni neuporabljen. Trajnostni cilj, trajnostni razvoj, nizkoogljični razvoj, krožno gospodarstvo, zeleno gospodarstvo, gospodarstvo, ki učinkovito ravna z viri, energetsko učinkovito gospodarstvo, decoupling sem vam prej razložil, 3R koncept, to je isti koncept, samo tako ga imenuje Japonska. Ecological civilization je koncept, kot ga imenuje Kitajska. Potem imate cradle to cradle, bioekonomija je spet neke vrste trajnostna ekonomija, ki temelji na biotskih virih, ne pa na abiotskih virih. Potem ekoekonomija, modra ekonomija, vse te izraze uporabljamo. Zdaj, kaj v bistvu želimo s tem povedati? Povedati preprosto želimo to, kar vam dopovedujem že celo uro, da je nov ekonomski model nujen in da je ta prehod neizogiben in da se veliko ljudi tega že zaveda, da temu daje različna imena in tudi malo različno poudarek, malo različne politike, ampak to je globalni trend. To ni nekaj, kar smo si tle zmislili, ni nekaj, kar mislimo, da spet Evropa prehiteva druge. Ne, to se dogaja tudi z spremembo predsednika v Združenih državah se bo to dogajalo, ker se to dogaja od spodaj navzgor. Trgi v celoti ne bodo rešili vseh vprašanj, ker dokler cene pač ne bodo odražale pravih virov in stroškov, prave vrednosti in stroškov virov, dokler nagrade kapitalu bodo neproporcionalne nagradam ostalim inputov, dokler bodo menedžerji predvsem nagrajeni na podlagi kratkoročnih stimulansov. Eden najbolj zanimivih stvari je bilo, to je sicer s finančnimi trgi povezano, ampak lepo vam kaže, kako trgi delujejo, ne? Ko je Trump najavil, da bo ne gre se za podnebne spremembe, ampak da bo relaksiral zakonodajo na področju bank, finančnih sistemov, naslednji dan so vse šlo gor. Ne? Skratka, ti povečaš tveganje in trg te nagradi. In tako delujemo. Seveda, ampak nekje tveganje pač, nekje se ta nit prekine in potem seveda je spet ta balon se razpoči in gremo vsi skupaj elegantno navzdol. Skratka, boljša regulativa ni o tem, da jo imamo manj, ampak je o tem, da javni sektor prevzame resno odgovornost za javne dobrine in da v bistvu tudi kreira zaupanje in za podjetja, za nove tehnologije, za nove trge prihodnosti. Skratka, zelo bistveno je, da ne razumemo te boljše regulative, ker ta sinonim se včasih uporablja samo zato, da bi nekatere stvari, ki že obstajajo, ukinili. Nekatere bi tudi mogli, ampak v veliko primerih je pa pač razlog drugačen. Kateri so osnovni pogoji? Skratka, trajnostni model gospodarskega razvoja ne more biti prioriteta okoljskega resorja, ampak celotne vlade. Mora biti v dokumentih vlade, podprt z indikatorji, z spremljanjem, z poročanjem, skratka, povezan z ključnimi ekonomskimi politikami. Če me vprašate, katero politiko bi bilo treba spremeniti, je odgovor, ekonomsko politiko je odgovor vse. Od tega, kako merimo našo ekonomsko učinkovitost globalno, od tega, kako podjetja poročajo, od tega, kako merimo rabo naravnega kapitala, davčne politike. V veliko primerih pravzaprav ministrstva in ministri za finance imajo občutek, da je njihova osnovna naloga predvsem, da imajo proračun v ravnotežju, ne glede na to, kako ta proračun v ravnotežju zagotavljajo.
Na ta način se izgublja velika priložnost, ker je davčni mehanizem, potem subvencije, javno naročanje, vse to so instrumenti, ki so ključni, če želite vi neko stvar spremeniti. Tako da bodo morala gospodarska in finančna ministrstva odigrati v tem bistveno večjo vlogo, kot jo igrajo doslej. Potem dizajn proizvodov, kako, v kaj investirate svoj denar za raziskave, inovacije, katere podpirate, kakšno infrastrukturo financirate, potem imate vprašanja izobraževanja potrošnikov in tako naprej. Lahko kjerokoli politiko bi se vam dotaknil, lahko tudi, ne vem, politiko razvojne pomoči, to je vse povezano. In vsaka politika zgleda v tem modelu drugače, kot zgleda v modelu, kakor trenutno ga uporabljamo. In končno, aktivni dialog z vsemi deležniki je potreben, skratka, vsi moramo biti v to vključeni, predvsem tiste morate vključiti, ki v tem procesu lahko eventualno kratkoročno izgubijo, ker v nasprotnem primeru bo upor proti spremembam tako velik, da se nekatere nujne stvari ne bodo zgodile. No, ena od stvari, ki sem jo jaz tudi predlagal takrat v tistem paketu, je, da bi vse države morale narediti nek cilj, ki ga spremljajo, ali je to resource productivity ali karkoli, nekaj, kar zasleduješ in GDP, bruto domači proizvod, glede na rabo materialov, je tak najboljši proksi. Ni idealen, ampak imate podatke za vse države, imate podatke in če to spremljate, nekatere države v Evropi to delajo sistematično, že predvsem Nemčija je zelo zgodaj začela, tako da njihov gospodarski uspeh ni tako slučajen, kot včasih zgleda, ni samo na pridnosti, ampak je tudi na zelo inteligentni ekonomski politiki zasnovan. Bistveno je tudi, da spremljate dodatno tudi še potem rabo vode, rabo zemlje, rabo vode. To se itak že počne, kar se tiče toplogrednih plinov in pa materialov. No, mimogrede, to je bilo v mojem predlogu vključeno, pa je bilo potem umaknjeno v novem predlogu. Skratka, zdaj ni več na ravni Evropske unije. Je pa, mislim, da 9 držav po tistem, ko sem jaz ta predlog dal na mizo, uvedlo to v svoje nacionalne programe in imajo to kot. No, mi zdaj razvijamo v tem panelu neko poročilo, ki naj bi bilo periodično in kjer naj bi na vsake 4 leta v bistvu poskušali tudi te stvari zajeti in na nek način odgovoriti, ali se približujemo nečemu ali se ne. Mimogrede, živimo v svetu, kjer se velike spremembe že dogajajo, treba je spremeniti optiko. Največja trgovina v bistvu nima skladišč, Alibaba, največje taksi podjetje nima avtomobilov, Uber. Potem imate primer Airbnb-a, Netflixa, Skypa. Mimogrede, to so vse bolj ali manj ameriško locirana podjetja, zato sem vam prej rekel, da ne pričakujte, da se bo tam kaj bistveno spremenilo v odnosu do tovrstnih stvari. Ljudje so pač razumeli, da nekatere kapacitete niso v celoti izrabljene in so ob tehnologiji, ki je danes na voljo, začeli to spretno izkoriščati in to razvili v svoje nove poslovne modele. Tako preprosto je to. Skratka, vedeti moramo, da je kakršnakoli tranzicija globalna velika priložnost za inovacije, velika priložnost za nov razvoj, tudi za nove in drugačne službe in o alternativah pa rajš ne bi razmišljal, ker so bolj slabe. To je zadnja prosojnica. Bolj ali manj smo govorili o ekonomiji, vendar če želimo razumeti trajnost na pravi način, potem jo moramo razumeti široko, tako da je zelo pomembno, da razumemo vse te stvari, ki so tu napisane: systems, society, politics, arts, meanings, prosperity, transcendence material concerns, is resides in our sense of identity, our pursuit of meaning, it rests in our ability to participate in the life of society. Prosperity consists in our ability to flourish on a finite planet, kar je v bistvu isti sklep, s katerega smo pravzaprav začeli celotno zgodbo. Evo, vem, da je bilo dolgo, ampak
če želite, razumeti in tudi umestiti krožno gospodarstvo tja, kamor spada, na to mesto in na kaj odgovarja in tudi razumeti njegov dejanski potencial in nujnost, potem je zelo pomembno, da razumete celotno zgodbo. Hvala.